državni sekretar se čudi, da se preiskovalna komisija, kot pravi, vtika v kadrovanje v policiji in da česa takega še nikoli ni bilo. Ampak v resnici govorimo o nečem drugem. Še nikoli ni bilo takega političnega poseganja v kadrovanje policije kot zdaj. In to vam bodo potrdili mnogi, ki so dolga leta zaposleni v slovenski policiji. Vladajoča politika si je preprosto podredila in uzurpirala sam sistem kadrovanja. Da je vmesno poročilo preiskovalne komisije enostransko. Zdaj, veste, najprej je 70-stransko, če se malo pošalim. Spregleda pa državni sekretar, da je bilo zaslišanih več kot 20 prič pred preiskovalno komisijo, da je precej več kot polovica teh prič potrdila vse domneve, ki so jih postavili takrat, ko smo ustanavljali preiskovalno komisijo. Torej, od političnega kadrovanja, grobega poseganja v organizacijski ustroj policije, kot tudi vmešavanja v predkazenske postopke. Je pa zanimivo, da je v tem času precej tistih, ki jih je ta politika nastavila na vodilne položaje v policiji, tudi precej tistih se je umaknilo, preprosto umaknilo, ker so bile razmere za delo nevzdržne. Torej, njihovi so se umikali svojim, če tako rečem. Takšno je stanje v slovenski policiji in zato sem jaz rekel, da vladajoča politika razmere v slovenski policiji gleda skozi rožnata očala. Bog ne daj, da si jih na to še dodatno nadene.